Evo. No, pa smo ga videli. Kljubca. Are you listening? You crazy mother. And I'm feeling Danes me tako malo drugačen rok. Letimo v Pariz. Živijo. Hvala. Živijo. On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, acheter au bleu nos devantures, et jusqu'au pneu de nos voitures, désentoiler tous nos musées, changer les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue, toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir la ville lumineuse. Zdaj, vse me najbrž jasno, da jaz nisem prišel v Pariz gledati sam lepih Parižank, namreč tukaj je cela Evropa oziroma cel svet. Gre za mednarodno predstavitev telefona Huawei P20. Če poznate kaj Huawei-ovo zgodbo, P9, P10, zdaj pa P20, telefon, ki prihaja v treh oblikah oziroma treh verzijah, P20 Lite, P20 in P20 Pro. Pro bo tista najbolj poseben, ta telefon bo namreč omogočil to, da boste zajemali sliko kar s 3 lečami. Več po tiskovki. No, par sekund pred začetkom predstavitve jaz stojim v bistvu, vidiš, zraven odra. Za mano je pa tole. Kjer crowd. No tako, če si lepa punca, ki zraven so lepe punce, pa dobiš tako prej telefon od vseh ostalih. Pred začetkom tiskovke držiš telefon v roki in se z njim lepo igraš. Zdaj, Huawei pa treba priznati, ker zadevo naredi, tako naredi big scale. In to se vidi, koliko Kitajci tudi zdaj počasi začenjajo vlagati v te zadeve oziroma v sam promotion ali pa izpostavitev stvari. Mene navdušuje predvsem njihov totalna zagnanost, da naredijo nekaj več kot ostali. Evo, P20 je v mojih rokah, sicer Pro verzija, to je ta najboljša verzija, ki bo stala tam okoli 879 evrov. In sicer prenaša 6 GB RAM-a, med drugim 128 GB spomina in pa seveda 3 uči v zadnji. Ti 3 uči naj bi bili po vseh nekih meritvah najboljša optika, ki jo trenutno ponujajo mobilne naprave. In sodeč po videnem, kateremu pa čisto ne zaupam 100%, naj bi ta telefon res delal mega fotke. Moj Mate 10, ki ga imam že nekaj časa, dela res ene boljših fotografij, to pa naj bi bil celo upgrade tega, kar je sposoben v bistvu njihov flagship. Velik preskok so seveda naredili pri dizajnu. Če se kdo spomne P9-ke, pa se spomne P10-ke, ki je bila zelo podobna P9-ki, kar je marsikjer celo malo zameril, so seveda šli z P20-ko 3 korake naprej. Ja, pustimo to, da obstaja več barv, obstajajo 4 osnovne barve. Gremo pa tja, ki grejo vsi, torej v zaslon telefona, ki praktično nima okvira, ima pa takle noč. A vidite tale noč? No, ima dosti manjši noč, kot ga ima iPhone in to je v bistvu tisto, s čemer se prav posebej pohvalijo pri Huawei-u, da se jim je uspelo v bistvu ta noč v bistvu narediti zelo neopazen in s tem lahko displejajo več informacij levo pa desno. Teh superlativov, s katerimi se Huawei-ovi telefoni v bistvu lahko pohvalijo, je en kup. In med drugim je v bistvu baterija. Sposobni so v relativno, jaz vam težko razložim, kako majhen telefon na nek način, čeprav je telefon precej velik,
spraviti v bistvu 3400 mAh baterijo. Zdaj pa ta velikost baterije v bistvu sploh ni tako ključnega pomena, ker pri Huawei ostaja v bistvu na svojo umetno inteligenco. In ta bi naj delovanje oziroma porabnike telefona tako optimizirala oziroma znala optimizirati, da naj bi telefon 30 do 40% dlje zdržal. No, ena ful specifična posebnost tega telefona je, da ima med Androidi eden prvih, precej učinkovito facial recognition, kar pomeni, da dela tudi ponoči. Pomeni, da ekran osvetli tvoj obraz in lahko zadevo odkleneš svojo faco. Zdaj dejstvo je, da lahko moje navdušenje jemljete ful skepticizmom, ampak ker sem uporabnik Huawei-ovih telefonov že ful časa, mi mogoče čisto res lahko vse malo zaupate. Namreč bil sem uporabnik Huawei P9 in ko sem vmes prešaltil na iPhone 7, sem ful enih featureov, ki jih je Huawei P9 prinesel, pogrešal. Potem sem pa pred časom spet iz tega lepega Applovega devicea, 7 Plus, ta najjače, prešaltil na Huawei Mate 10. In jaz moram reči, da prav ta Huawei Mate 10 mene ful navdušuje. Navdušuje me pa dejstvo, da je danes 5 popoldne, da sem se ob 4 zjutraj zbudil in da, valjda, ker sem na boti, cel dan držim telefon v rokah in ima še vedno 49% energije. Ampak to ni običajno. Poleg mene so sedeli še 3 uporabniki iPhone-ov, ki so bili vsi na powerbankih. tako da, ja, vidiš to. בואו נראה את המכשירים. No, tako se tudi dela zdaj lahko za televizijo. Vidiš, telefon, priklopljen mic, pa zadeva laufa. No, pa tukaj sem tudi bil. No, tukaj sem tudi bil. On aura beau prendre des jusqu'à couper le mot et même le jazz.